Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Pozdravljeni. Danes bomo govorili o nevarnosti, ki Zemlji preti iz vesolja. Predvsem o izbruhih sevanja gama. Nato gremo na Luno, kjer so kitajski znanstveniki našli razlike v vsebnosti vode na bližnji in oddaljeni strani Lune. Za konec pa vam bom razkril še najbolj natančno meritev dneva na Uranu. Gremo. Na južnem nebu v smeri ozvezdja Škorpijon bo ostro oko oziroma oster teleskop opazil čuden objekt. Izgleda kot spirala, na sredini zelo svetla, nato pa se svetlost, ko potujemo proti konici spirale, manjša. Takšne spirale so v vesolju kar pogoste in običajno jih povezujemo z gibanjem. Tudi v tem primeru je tako. Gre za sistem 3 zvezd, pri čemer je najsvetlejša zvezda tipa Wolf-Rayet. To so zvezde z veliko maso, ki izgubljajo ogromno snovi v obliki zvezdnih vetrov. Ta zvezda ima bližnjo spremljevalko, vrtita se ena okrog druge. Zvezdna vetrova obeh zvezd se pri tem mešata in ustvarjata pogoje za nastanek prahu. Prah se pa nato v obliki spirale, kar je posledica gibanja zvezd, oddaljuje od zvezd. Tretja spremljevalka je manjša zvezda in dlje stran, zato nima veliko vpliva na samo obliko spirale. Ta trojček je od nas oddaljen okrog 8400 svetlobnih let. Zvezde so torej v naši galaksiji, ampak precej daleč od nas. A vseeno je sistem vzbudil pozornost ravno zaradi 2 masivnih zvezd. Obe zvezdi bosta življenje končali kot eksplozija supernove. To se bo zgodilo čez dolg časa, čez nekaj 100 000 let. Ko pa bosta eksplodirali, bo na nebu prava veselica. Galaktične supernove, torej supernove, ki eksplodirajo v naši galaksiji, so izredno svetle. Ti dogodki se zgodijo enkrat na nekaj 100 let. Na primer, supernova, ki je eksplodirala leta 1054, je bila na vrhu svetlosti tako svetla kot Venera. Ti 2 supernovi bosta torej polepšali nebo, komurkoli bo pač živel čez nekaj 100 000 let na Zemlji, a lahko bi se zgodilo, da naredita še marsikaj več. Supernove včasih spremlja izbruh sevanja gama. V tem primeru poleg eksplozije zvezde nastaneta 2 curka, ki se s hitrostjo zelo blizu svetlobne gibljeta stran od eksplozije. Znotraj curkov pride do trkov med materialom, ki potuje z različnimi hitrostmi, in pri tem nastane izbruh sevanja gama. Svetloba prihaja le v smeri curka. Če je curek obrnjen stran od nas, takega dogodka sploh ne vidimo. Gre za dogodke z izredno visoko energijo, zato jih lahko vidimo zelo daleč. Najbolj oddaljeni izbruhi, ki smo jih detektirali in za katere vemo, kako daleč so eksplodirali v času, ko so nastajale prve galaksije. Seveda, če bi se tak izbruh pojavil v naši galaksiji in bil obrnjen proti nam, to ne bi bilo najboljše. Za občutek. Pred 2 letoma je eksplodiral še posebej nemaren izbruh v galaksiji, oddaljeni 2 milijardi svetlobnih let. Primer naše galaksije je okrog 100 000 svetlobnih let. Ta izbruh je torej eksplodiral relativno blizu, če gledamo velikost vesolja, vseeno pa zelo daleč. Ampak vseeno je izbruh ioniziral zgornje plasti Zemljine atmosfere, kar se je poznalo pri potovanju radijskih valov v atmosferi. Kar hudo. Če bi nas obseval izbruh, ki se je zgodil na oddaljenosti nekaj 100 svetlobnih let,
bi bilo to za življenje na Zemlji usodno. Za vse življenje. Kot prvo bi sevanje gama uničilo zgornje plasti atmosfere, ozonska plast bi izginila. Obenem bi visokoenergijski fotoni pri sipanju na molekulah v atmosferi ustvarile pravi tuš delcev, ki bi se nato nekako usul po površju. In karkoli bi že preživelo začetni udar, bi z veliko verjetnostjo poginilo od rakavih obolenj. A najgrši del izbruha bi prišel šele kasneje. Izbruh traja nekaj sekund, izbruhu pa nato sledi zasij, sevanje v celotnem elektromagnetnem spektru, torej od sevanja gama do radijskih valov. Zasij je dolgoživ, relativno svetlo ostane več tednov ali pa mesecev. No, začetni izbruh uniči zgornje plasti atmosfere in sedaj pride zasij. Visokoenergijski del zasija zopet povzroči nastanek delcev. Ultravijolična svetloba, zato ker ni več ozonske plasti, veselo pride do površja in speče karkoli že ostalo živega. In za češnjo na torti imamo še molekule v zgornjih plasteh atmosfere, ki bi se povezale v kislino, ki bi nato deževala po, kar je pač od površja še ostalo. Ne bi bilo fajn. Ampak dobra novica je, da zaenkrat ne poznamo nobene zvezde, ki bi bila tako blizu nas, da bi lahko povzročila takšno razdejanje. Mogoče je, da je kakšen izbruh v preteklosti že zapret v Zemlji, omenja se jih celo v povezavi z nekaterimi velikimi izumrtji na Zemlji, ampak dokazi za to so precej šibki. Kakorkoli, če bi eksplodirali zvezdi v trojčku, o katerem sem govoril na začetku, vpliv ne bi bil zanemarljiv. Ozon bi bil verjetno uničen in verjetno bi prišlo do precejšnjega izumrtja življa na Zemlji. Ne bi pa bil izbruh usoden za življenje kot tako. Ampak, da bi prišlo do katastrofe, bi se moralo zgoditi več stvari. Prvič, vsaj pri eni izmed zvezd bi moral pri eksploziji nastati izbruh sevanja gama. Vemo, da približen procent vseh zvezd, ki eksplodirajo kot supernove, spremlja izbruh. Ti dve zvezdi sta sicer kar dobri kandidatki za izbruh, ampak vseeno ni 100%, da se bo zares pojavil. In tudi, če pride do izbruha, mora biti curek snovi, v katerem nastane izbruh, obrnjen proti Zemlji. In sedaj pridemo nekako do razloga, zakaj vam govorim vse to. Neka nova raziskava je pokazala, da osrednji zvezdi, trojčka, krožita v ravnini, ki je za 40 stopinj nagnjena glede na nas. In to je dobra novica za življenje na Zemlji v daljni prihodnosti. Pričakujemo namreč, da je os vrtenja zvezd približno pravokotna na ravnino, torej je tudi os vrtenja zvezd obrnjena stran od nas. In curka se pojavita v smeri osi vrtenja zvezd, torej bosta tudi curka obrnjena stran od nas. Tako, ene nevarnosti iz vesolja smo se torej rešili. Ampak kdo ve, kaj vse je še tam zunaj. Zdaj pa skočimo na Luno. Nova raziskava pravi, da naj bi bilo v plašču oddaljene strani Lune manj vode kot na bližnji strani Lune. Poglejmo, zakaj gre. Najprej nas spomnim, da nam Luna vedno kaže bolj ali manj isti obraz. To je, ko se Luna giblje okrog Zemlje, se vrti okrog svoje osi z ravno takšno hitrostjo, da je k nam obrnjen vedno isti del Lune. Zdaj pride ena manjša podrobnost. V resnici lahko z Zemlje na dolgi rok vidimo okrog 59% luninega površja in ne samo polovico. Zaradi eliptične in nagnjene tirnice in še nekaterih drugih pojavov namreč zgleda, kot da Luna nekoliko koleba na nebu.
in zato v različnih časih vidimo nekoliko različne dele Lune. Temu pojavu pravimo libracija. Ok, nazaj na Luno. Imamo torej bližnjo stran Lune, in to je ta, ki jo vidimo, ter oddaljeno stran Lune, to je ta, ki je ne moremo videti iz Zemlje. Oddaljeno stran Lune smo prvič videli šele leta 1959, ko jo je fotografiralo sovjetsko plovilo Luna 3. Vse od takrat je jasno, da z Luno nekaj ni v redu. Na bližnji strani vidimo velike temne zaplate. To so polja okamenele lave. Pravimo jim tudi morja. Površje je relativno mlado, če lahko nekaj milijard let štejemo kot mlado. Oddaljena stran Lune je drugačna. Ima veliko več kraterjev, nima morij, površje je starejše. Vprašanje je seveda, zakaj takšna razlika? V tem je bilo prelitega veliko črnila, težava, ki smo jo imeli, ki jo imamo še vedno, je ta, da nismo imeli podatkov. Torej, z bližnje strani Lune imamo veliko kamnin, ki so jih na Zemljo prinesli astronavti v okviru misij Apollo. Nekaj malega tudi Kitajci in Sovjetska zveza. Z oddaljene strani Lune pa nismo imeli ničesar in zato je bilo zelo težko testirati različne teorije. No, zdaj so Kitajci poskrbeli, da imamo tudi nekaj kamenja z oddaljene strani Lune. Pristajalni modul misije Chang'e 6 je na Luni pristal junija prejšnje leto. Pristal je v globeli South Pole Aitken na oddaljeni strani Lune. Pristajalni modul je imel sveder, s katerim je zavrtal v površje in nabral nekaj manj kot 2 kg materijala. Lunino površje prekriva regolit, to je mešanica prahu in majhnih kamenčkov. Nato je modul poletel z Lune in ta vzorec regolita prinesel na Zemljo. Znanstveniki dragocen vzorec seveda analizirajo po dolgem in počez. Eno izmed vprašanj, na katerega želijo odgovoriti, je povezano z vodo. A se koncentracija vode v Luninem plašču ujema z modeli? Najbolj priljubljen model nastanka Lune pravi, da je Luna nastala okrog 100 milijonov let po nastanku Osončja in sicer naj bi v Zemljo treščil planetoid velikosti Marsa. Pri trku je planetoid raztrgal, del planetoida in del Zemlje je poletel ali izvrgel v vesolje in se tam izoblikovalo v Luno. No, ta model napoveduje manj vode na oddaljeni strani Lune kot na bližnji. Vzorec, ki ga je na Zemljo prinesla kitajska sonda, vsebuje med 1 in 1,5 mikrograma vode na gram vzorca. To je zelo nizka vrednost, ki se ujema precej dobro z napovedjo modelov. Za primerjavo, povprečna koncentracija vode na bližnji strani Lune je ocenjena na 200 mikrogramov vode na gram materijala. To je še zmeraj zelo nizka vrednost v primerjavi z Zemljo, ampak precej višja kot koncentracija na oddaljeni strani Lune. No, razlika v koncentraciji vode je zgolj še ena izmed mnogih razlik med obema stranema Lune in z vsemi temi podatki bomo sčasoma mogoče zares vedeli, kako je Luna nastala. Zdaj se bomo pa od Lune pomaknili v hladni, oddaljeni del Osončja k Uranu. Uran je zelo zanimiv planet. Od Sonca je približno 19-krat dlje kot Zemlja. Tako daleč od Sonca seveda vlada večni mraz. Ker je tako daleč, traja kar 84 zemljinih let, da enkrat obhodi Sonce. To seveda precej vpliva na podnebje na Uranu, ni pa glavni faktor. Uran je namreč prekucnjen. To pomeni, da njegova os vrtenja kaže skoraj proti Soncu.
kar je precej drugače kot pri Zemlji. Zemljina os vrtenja je nagnjena okrog 23 stopinj, glede na pravokotnico na ravnino, okrog katere kroži okrog Sonca. Zemljo si torej lahko predstavljamo kot vrtavko, ki se vrti okrog svoje osi in obenem potuje okrog Sonca, za kar porabi 1 leto. Uran je pa bolj podoben padli vrtavki, ki se kotali okrog Sonca in zato porabi 84 let. Le da moramo pri Uranu paziti, da to kotaljenje, pri tem kotaljenju se smer osi vrtenja ne spreminja. Zato je 42 let osvetljen en pol, 42 let pa drugi pol planeta. Planet je verjetno v preteklosti prekucnil trg z večjim planetoidom. Obstajajo različne teorije. Ena na primer prav, da bi moral ta planetoid imeti večkratno maso Zemlje, torej naj bi šlo za nekaj precej velikega. Ena izmed posledic prekucnjene osi je, da z Zemlje težko izmerimo, koliko časa Uran potrebuje, da se enkrat zavrti okrog svoje osi. No, sedaj smo dobili najbolj natančno meritev dneva na Uranu. Zahvala gre vesoljskemu teleskopu Hubble. Raziskovalec Laurent Lamy je za meritev dneva uporabil več kot 10 let opazovanj teleskopa Hubble. Še posebej so ga zanimala opazovanja v ultravijolični svetlobi. V tej svetlobi lahko na Uranu vidimo aurore. S pomočjo auror pa lahko raziskovalci izračunajo, kje je magnetni pol planeta. Magnetni pol se vrti skupaj s planetom in zato lahko s spremljanjem magnetnega pola izmerimo čas, v katerem se planet enkrat zavrti okrog svoje osi. Torej izmerimo 1 dan na Uranu. In kolikšen je ta čas? Lamy je izmeril naslednjo vrednost: 17 ur, 14 minut in 52 sekund. Sedaj veste. Ostanimo še za trenutek pri Uranu. Hubble planet opazuje že več kot 20 let. Pred kratkim smo tako dobili še eno zanimivo raziskavo in ta se je osredotočila na atmosfero planeta. Atmosfera Urana je večinoma zgrajena iz vodika in helija. V njej je tudi nekaj malega vode in metana. Metan absorbira rdečo svetlobo, zato je barva Urana značilno sinja. Raziskovalci so v tej konkretni raziskavi Uran opazovali 4-krat v obdobju 20 let. Ugotovili so, da metan ni enakomerno porazdeljen po planetu, ampak je bolj skoncentriran na ekvatorju. Ta porazdelitev metana se s časoma kaj dosti ne spreminja, se je pa porazdelitev aerosolov, torej majhnih delcev v atmosferi, bistveno spreminjala. In opazovanje takšnih sprememb omogočajo raziskovanje dinamike v atmosferi. Seveda z Zemlje vidimo le eno stran Urana. Čez nekaj let bo položaj Urana takšen, da bomo začeli videti njegovo drugo stran. Kar nekaj časa bo torej še potrebnega, preden bomo planet dobro spoznali. Takrat mogoče ne bomo več imeli vesoljskega teleskopa Hubble, upam pa, da se bo do takrat pojavil kakšen drug teleskop, ki bo prevzel štafeto in nas bo o tem planetu še kaj novega naučil. To je bila že 14. epizoda podcasta Portal v vesolje. Hvala, ker ste bili z mano vse do konca. Prosil bi vas, da glas o podcastu razširite naokrog. Za vsa vprašanja, kot vedno, smo na voljo prek portalov, kjer je naložen podcast, in prek e-maila portalvvesolje@gmail.com. Naj opozorim še na nekaj oddaj. V okviru oddaje Heureka sta izšli 2 novi oddaji. V eni predstavimo projekt Go Chile in povabimo srednješolce in srednješolke, da se nam poleti pridružijo na poletni šoli Go Chile. Druga oddaja pa je posvečena
astropokrajinski fotografiji, v kateri gostimo mojstra tega poklica, Uroša Finka. Izšla je tudi nova oddaja podcasta Temna stran Lune, v kateri Maruša in Dunja z gostjo govorita o primitivnih asteroidih. Nova oddaja podcasta Portal v vesolje bo na sporedu čez 2 tedna. Do takrat pa vam želim veliko jasnih noči.